Tokrat v občinskem informatorju. Kolekcija Nvidia by DH Fashion navdušila. V dvorani Tabor se aprila obeta izjemen večer borilnih veščin. Na Ptuju predali oblast in zakorakali v 59. kurentovanje. V občini Lovrenc na Pohorju potrdili osnutek proračuna za leto 2019. Na 14. obarjadi zbrali več kot 5200 evrov. Mariborski futsalisti premagali Litijane. Lepo pozdravljeni! Minuli konec tedna smo bili priča modnemu spektaklu, predstavitvi nove prestižne kolekcije mariborskega modnega kreatorja Davida Hojnika, oblikovalca, ki ustvarja pod znamko DH Fashion. Pravljičen cvetoči ambient, ki ga je navdihnil poročni dan, je s čarobno modno piso postal kulisa za vrsto prepletajočih se klasičnih in sodobnih artističnih uprizoritev. To je bil večer sladke zavisti, ki je pozignila obrvi in se neustrašno postavila pred zlovešč pogled. Poln vtisov in čustev pa je bil tudi avtor modnih kreacij in organizator modnega spektakla. Kakšni so občutki nocoj? Zaenkrat fenomenalni, ne vem, samo navzgor še lahko gre. Zelo vesel, da smo dogodek pripeljali do te točke, da se vse je šlo še boljše, kot se je moralo in samo ne boje meja. Pravljičen cvetoči ambient, ki ga je navdihnil poročni dan, je s čarobno modno pisto postal kulisa za vrsto prepletajočih se klasičnih in sodobnih artističnih uprizoritev. Čisto iskreno je to bil v prvi vrsti en zelo velik eksperiment, ker tudi sam pa sem zelo pozitiven človek. Na začetku nisem verjel, da se lahko kaj takega razvije v nekaj tako obširnega in tako poznanega in priljubljenega in zelo sem vesel tega, pa najbolj, da me stranke cenijo in spoštujejo in podpirajo in da se vračajo k meni. Prava modna predstava Nvidia ali sladka zavist nas je popeljala v neke druge čase, naravnosti iz preteklosti, naprej v prihodnost in navdušila obiskovalce. Res ekstra, tako kot so tudi njegovi stylingi, kreacije, tako da prav vesela sem, da sem bila na tem dogodku. Še enkrat, vse čestitke, David. Ja, definitivno sem na prvem tem njegovem šovu in moram reči, da je sicer dobro. Moja stil mode je pač mogoče manj ekstravagantna, ampak so lepe kreacije in celotna prireditev mi je bila zelo všeč. Številnim manekenkam in manekenom sta se na modni pisti med drugim pridružili tudi vrhunski Amaja in Lea Sirk, ki sta s ščepcem čarovnije premierno predstavili svoje nove glasbene kreacije. Jaz v bistvu z Davidom sodelujem že, mislim, da bo zdaj 5 let. V bistvu sva skupaj začela, poznava se pa že 12 let, ker sva skupaj plesala, igrala v enem musiclu na srednji šoli in nekako sta se skupaj razvijala in se podpirava in mislim, da bo zavedno tako ostalo. Za umetniški program pa sta med drugim poskrbeli tudi sopranistki Andreja Zidarič in Mojca Potrč, pianistka Živa Horvat in plesalka Lara Lončarič. V Mariboru bodo 6. aprila po skoraj 2 letih na svoj račun prišli ljubitelji borilnih veščin. Pred nami je noč dvobojev, na katerem se bo predstavila smetana domačih borcev. V osrednji borbi večera bo Gregor Stračanek soočen z največjim izzivom svoje kariere proti Francozu Frederiku Ficetu. Predsednik Športne zveze Maribor Tomaž Barada je dejal, da je že pogrešal večji dogodek borilnih veščin v Mariboru, saj od zadnjega dvoboja, ko je Gregor Stračanek branil svojo titulo, minilo že skoraj 2 leti. Po 2 letih mu je tako v Mariboru uspelo spet privabiti zveneča imena borilnih veščin. Jaz mislim, da ti fantje nekako dobro vejo, kaj je moje ime, naj si bo to kot tekmovalca oziroma organizatora. Teda te težave ni bilo, je pa vsekakor bil tak en trn v peti, ali se bojo ti tekmovalci odločili, pa prišli sem, govorimo o Samu in o Miranu, ampak moram priznati, da smo se na koncu dobro pogodili, sprejeli, našli en konsens in fantje pridejo in borili se v Mariboru. Gregor Stračanek se bo boril za naslov svetovnega prvaka v kickboksu, Žiga Pečnik pa za naslov evropskega prvaka v K1. Tomaž Barada v uspeh fantov ne dvomi. Jaz sem prepričan, da sta oba dva fanta to sposobna, je pa dejstvo, da jih ne čaka lahka naloga, torej oba dva sta izzivalca, tudi to je treba vedeti, to je, bom rekel, prvi korak sta v zaostanku, je pa dejstvo, da naslov probata osvajati v domačem kraju, kjer dejansko nekoliko udarec v Mariboru šteje več kot pa, bom rekel, na tujem terenu, ampak jaz sem prepričan, da bo to dala vse od sebe in s pomočjo publike, ki je v Mariboru imamo, da jim bo to probalo
pomagalo do uspeha. Borci najraje nastopajo pred domačo publiko, saj jim spodbuda iz dvorane da še večji zagon. Žiga Pečnik sicer ima že medalje svetovnega in evropskega prvenstva amaterskih borcev, tokrat pa se bo prvič boril za profesionalni naslov evropskega prvaka. Ogromno mi pomeni, da sem lahko sploh prikazal na takem velikem dogodku doma, pred domačo publiko. Zelo se veselim v glavnem. Se pravi, 6. aprila lahko pričakujemo, da bo Štajerska dobila evropskega prvaka v K1. Ja, zagotovo. V Kickboxing zvezi Slovenije in organizacije Vako Pro so se potrudili, da bosta tokrat tekmovala najboljša borca v K1 disciplini. Želimo občinstvu, medijem in vsem v Sloveniji pokazati, kaj je dejansko tista najvišja kvaliteta K1 discipline, tako da enkrat pokažemo in se tudi ponosno to organiziramo. S tem želijo tudi dvigniti kvaliteto športa v Sloveniji. V dvorani Tabor se nam tako 6. aprila obeta večer izjemnih borb, ki jih bomo morda nekoč lahko spremljali tudi na olimpijskih igrah. Po uspešnem skoku kurentov v 5-letni čas se je s predajo oblasti Ptuj tudi uradno spremenil v etnografsko prestolnico pisanih barv. Malo po 11. uri v soboto je županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek predala oblast princu karnevala Darku Cafuti, baronu Jakobu Zeklu Videmskemu, ki bo tekom festivala skrbel za blagostanje v mestu. Na Ptuju se je tako pričel čas veselja in radosti. Darko Cafuta, baron Jakob Zekelj Videmski, je povedal etno povorko po ulicah mesta Ptuj vse do središča, kjer je tudi uradno prevzel vodenje mestne občine Ptuj. Ključe mesta mu je predala novo izvoljena županja. Jaz bi si želela, da bi si pri tem vdahnili, ampak ne bo čisto tako. Vseeno nas čaka napornih 10 dni, ker veseljačenje tudi terja svoj davek. Zdaj prejle na odru ste dejali, da vseeno težko delo čaka princa. Kaj ga čaka? Ja, seveda, mi smo mu pustili prazno blagajno, zdaj jo pa naj po dobrih starih običajih napolnijo. Naj bo letina dobra in upam, da se bo poznalo pri našem proračunu. Tako se je tudi uradno pričelo praznovanje 5. pustnega letnega časa, letos prvič pod okriljem UNESCO. Ptuj danes in v teh 11 dnevih se preobrazi v največji muzej nesnovne kulturne dediščine Evrope na prostem. Ob kurentu UNESCO zaščitenem imamo danes še 3 like, buše, survakarje in zvončarje. Prvič imamo skupino iz Sardinije, tako imenovane kožuharje, kurentu podobne like. Videli smo iz Sardinije baba deda nosi lik, tako kot v Halozah. Torej to je izjemno bogatstvo etnografske pustne kulturne dediščine. Največji prikaz v Evropi je danes prav tukaj, na kar smo seveda zelo ponosni. Na povorki so bili prisotni vsi tradicionalni pustni liki, med drugim tudi več kot 800 kurentov, ki so nadeli zvonce in razveselili publiko, ki je po večini čakala na njihov nastop. Katero masko čakate danes? Kurente! Zakaj? Ker so najlepše. Kaj pa vse ostale? Tudi se so vse lepe. Kaj pa vi, gospa, katero masko čakate danes? Skoraj vse maske so lepe. Katera pa je vaša najljubša? Najbolj pa kurente, zato ker vnuk pa zet so nodre kurenti. Katero masko čakate? Kurente. Tradicija Ptuja. Kaj pa vse ostale? To so vse neke tradicionalne maske, kjera vam je do zdaj recimo najbolj bila všeč? Kopjaše. Zakaj pa? Ne vem, tako so mi všeč so mi. Cigane. Katero? Cigane? Kaj pa kurenti? Kurenti so tebi všeč? Ja. So preglasni? Všeč so mi. Zakaj pa cigane čakaš? Vse obojno čakam. Kaj pa vi? Tudi čakate cigane? Ja, tudi. Kjera pa je vaša najljubša tak etnografska maska? Cigane. Kurente. Zakaj? Ker so najboljše. Kaj pa vse ostalo, kjera te do zdaj najbolj prepričala? Medvede. Zakaj? Ker so vredo. Katero masko čakaš? Ne vem točno. Kurente mogoče? Te mi niso glih najbolj prijetni. Te mi niso glih najbolj prijetni. Zakaj pa ne? Ker so tako glasni. Kaj pa vile? So ti bile vile všeč? Ja, tiste so mi pa bile všeč. Ti se boš tudi maskirala v kaj? V kipah svobode. Katero masko čakate? Kurente. To ne vidi. Kaj pa vse ostale? Pa tudi so v redu. Enega izmed pokačev iz Pobrežja smo poprašali, kako je biti letos na kurentovanju. Letos se je sicer pomlad prehitela malo, je pa res, da preganjajo tudi vse slabo, tako da
ni samo tiste tradicija preganjanja zime, ampak tudi prinašamo dobro pri tisti, ki obiščemo. Sicer pa se je na povorki, ki je trajala več kot 2 uri, predstavilo več kot 30 pustnih mask iz Slovenije in tujine. V občini Lovrenc na Pohorju so na 2. redni seji občinskega sveta potrdili osnutek proračuna za leto 2019. Zdaj bo osnutek 30 dni javno dostopen vsem občankam in občanom, ki lahko podajo svoje predloge ali pritožbe, nato pa bo občinski svet dokončno potrdil ali zavrnil županov predlog proračuna za leto 2019. Preden so občinski svetniki prišli do najpomembnejše točke oziroma občinskega akta, predloga proračuna za leto 2019, so na župana naslovili pobude in vprašanja, ki so se večinoma navezovala na problematiko parkiranja v občini in slabega informiranja občanov. Glejte, občinska spletna stran je rak rana že kar nekaj časa. Mi smo imeli eno dolgo obdobje, eno zelo nepregledno, nefunkcionalno spletno stran, na katero smo ves čas tudi opozarjali, ampak zadeva se je spremenila lani, mislim, da novembra v času volitev, ampak ta spletna stran je zdaj spet 4 mesece v pripravljanju, tako da še vedno to ni to in jaz mislim, da je na to treba res opozoriti, ker občani nimajo prave informacije v pravem trenutku. Tudi posnetki teh sej se objavljajo na YouTubeu, ni nobenega linka nikjer, tako da če se kdo hoče dobiti kakšno informacijo, se mora krepko potruditi in res stvari mu niso podane, tako kot bi lahko na občinski spletni strani in jaz mislim, da na to še kar moramo opozarjati in da se to mora urediti. Problematike se zaveda tudi župan, ki pobude svetnikov jemlje zelo resno. Gotovo, to bomo vzeli zelo resno, ker ta problematika informiranja oziroma neinformiranja občanov je bila skozi nek kamen spotike. Občani so čutili, da so premalo informirani, o tem so sporočali, to so bile njihove želje in tudi naše obljube v predvolilnem boju. Pri problematiki parkiranja v občini pa je župan prepričan, da gre zgolj za slabe navade oziroma kulturo. Gotovo je tu zraven tudi nekaj, kako bi temu rekel, prometne vzgoje. Imamo parkirišča, morda so na lokacijah, ki niso ravno najbližje prostorom, do katerih krajani dostopajo, ali pa se zgodi morda za Lovrenc izreden dogodek, ki prinese maso ljudi, ki pa morda presegajo to kvoto parkirišč, pa to ni ravno vsak dan, ampak enkrat, dvakrat na leto, pa se morda tudi zgodi, da je tudi to razlog za napačno parkiranje, pa seveda nevoljo krajanov in malo strpnosti, pa malo osveščanja javnosti, malo prošenj, pa bomo zadevo gotovo rešili. Predlog proračuna je večina svetnikov sicer potrdila, vendar s kritiko, da je premalo razvojno naravnan. Ja, jaz mislim, da smo na začetku, naš nov župan je na začetku in jaz verjamem, da v 3 mesecih ne moreš narediti ne vem kakšnega preboja. Je pa res, da pa je bila komunikacija korektna, da so nam bile tudi vse postavke predstavljene. Tisto, kar smo pač še želeli, da se dodatno predstavi, nekaj je bilo, nekaj še pričakujemo. Tako da v danem trenutku je to, ampak ta občinski svet in ta župan smo na začetku svojega dela in mislim, da naslednji proračun bo kar bistveno drugačen. Župan Rakovnik razlog vidi predvsem v premnogih zakonskih obveznostih občine. Tako je, tekoči odhodki so res visoki in imamo ogromno zakonskih podlag, po katerih moramo financirati to, kar nam zapovedujejo. V tem predlogu proračuna smo naredili ogromen korak naprej, da smo tekočo porabo že zmanjšali, kar ugotavljajo tudi svetniki, ampak gledano v procentih to še ni to, kar bi lahko bilo. Popolnoma razumem, na tem bomo skozi delali, prihodnji proračuni bodo deležni še nekaterih sprememb, za katere bomo pa zdaj v prvem proračunskem letu videli, kaj je tisto, kar lahko obljubimo, kje bomo še delali reze v to tekočo porabo in namenjali sredstva investicije. Tudi sam navijam, da bi ta procent, ki so ugotovili svetniki, da je 30, zrastel proti 40, bil bi presrečen. Sicer pa je župan Rakovnik proračun s svetniki usklajeval tudi na neformalnih sestankih. Zdaj pa še čaka na morebitna mnenja oziroma dopolnitve občank in občanov, ki imajo 30 dni časa, da o tem obvestijo župana.
Že 14. leto zapored so v Lions klubu Ptuj poskrbeli, da je dvorišče Minoritskega samostana dišalo po obari. 22 ekip je kuhalo to jed v okviru največje humanitarno, družabne in kulinarične prireditve v pustnem času Obarjade. Poglejmo, kdo je skuhal najboljšo in komu so namenili zbrana sredstva. Teh so zbrali nekaj več kot 5200 evrov. Kar 22 ekip je od jutra kuhalo obare in se potegovalo za naziv najboljše obare, seveda pa so pomagali tudi pri zbiranju dobrodelnih sredstev za pomoči potrebne. V bistvu smo, moram povedati, zelo presenečeni nad ponovnim obiskom vseh obiskovalcev, vseh tistih, ki so bili danes pripravljeni nekaj darovati in tudi vseh tistih, ki so bili pripravljeni nenazadnje tudi družiti, kar je tudi osnovni namen našega dogodka Obarjade, 14. Obarjade Lions. Koliko je bilo udeležencev, koliko je ekip prijavljenih, koliko od tega je bilo novih? Letos je sodelovalo 22 ekip, ob tem moram dodati, da je tudi bila zraven prisotna ekipa pražilcev, praženja krompirja iz Markovc, ki je ponujala tudi ta pražen krompir. Od teh ekip je bilo letos, so bile 2 ekipe, nove ekipe, ki so se udeležile prvič tega tekmovanja in ja, moram povedati, navdušenje, ki sem ga prejemal zdaj med vsemi tekmovalci in v bistvu že cel potek danes je potekal izjemno v dobrem dušju, v humanitarnem društvu in to je bil osnovni namen in cilj. Obarjado sta obiskala tudi ptujska županja, ki je dobila simbolično darilo organizatorjev leseno kuhalnico, med prisotne pa se je pomešal tudi princ karnevala. Dogodek vidite, da je zelo lepo obiskovan, to pomeni, da je pa dogodek zelo uspeva. Malo sem že poskusil, obare so vrhunske, tako da je res to en vrhunski dogodek. Kar 22 ekip je bilo prisotnih pri kuhanju okusnih obar, pomešali pa smo se med nekaj izmed teh in jih povprašali po njihovem receptu. Skrivni recept za najboljšo obaro? Ja, rabiš samo piščanca pa malo znanja, to pa je to. Pa ekipno delo, pa dobra volja. Ciljate na prva 3 mesta? To je odvisno od komisije, ne? Za vprašanje, koliko so že pojedli, pa tudi koliko verjetno so tudi že kaj spili, ne? Kakšno pa je vzdušje v vaši ekipi? Super, vedno. Praznično, pustno vzdušje, ja. Ste letos prvič, niste? Drugič, ja. Je bilo recimo lani vzdušje? Lansko vzdušje je bilo super, mogoče malo bolj mrzlo še kot danes, ampak danes, če bomo uspeli premagati zadnjo uvrstitev z lanskega leta, bo vse boljše. Že uspeh, ne? Ja. Do zdaj ste prodali oziroma uspeli nekako razdeliti vso obaro? Že rečimo. Kakšen je recept za vašo obaro? Letos kaj drugače kot prejšnje leta? Ste kaj dodali? Imamo nekaj začimba, imamo eno posebno začimbo, pa potem, kak je družba, tako se zgodi. Kak pa glede uvrstitve, mogoče me zanima, ciljate na prva 3 mesta? Ne, mi smo se letos odločili, ko bomo v prvo vlogo poleg seveda obare dali tudi pečen krompirček z posebno aromatično začimbo in pa ko to podelimo. Je pa seveda res, da tudi brez nekše žlahte kapljice ne gre na tej zadeve. Kakšno pa vzdušje sicer zdaj, že nekaj let ste prisotni, kako je letos? Ja, se mi zdi, ko zdaj kar so nekako začeli prihajati, ko so malo umirili ta veter, ki nam je zjutraj res nagajal, zdaj pa je že kar v redu, pa prihajajo. Vaša ekipa tudi vsako leto prisotna, kaj je recimo letos drugače kot ostala leta? Imate kakšen dodatno začimbo v receptu? Mi imamo odlično recepturo, ki je bila 2 leti zaporedoma zmagovalna, tako da tudi letos se trudimo, z isto recepturo ponovno kandidiramo. In ciljate na prva 3 mesta, če ne na zmago? Upamo. Do zdaj smo zmagali lani, predlani, tako da tudi letos upamo na najboljše. Pa sicer kakšne vzdušje, zdaj malo gneče je, ljudje so se nabrali. Odlično vzdušje, ekipa tukaj že od jutra, pripravili smo raznovrstne jedi in pijače, tako da gostoljubno se trudimo za vsemi obiskovalci in upamo v dobrodelni namen, tako kot je namenjeno, da bomo tudi zbrali dovolj sredstev za družine, katerim je ta dogodek namenjen. Kaj pa kotev se prazni, torej to pomeni, da je obara dobra? Zelo hitro, povpraševanje je veliko, kot vidite, gužva, tako da hitro strežemo. Recept načeloma ni poseben, smo pa pri zaključnih zadevah, se pravi pri teh žličnikih, eni delajo vodne žličnike, mi smo pa dali tako imenovano po domače grez knedle, katerim smo primešali drobnjak, tako da mislim, da se razlikujemo po teh. Mislim, da smo edini, kateri smo dali to v njih.
Kako pa bi ocenili vzdušje, pa ne vem, odvzem pri gostih, pridajo, si vzamejo? Vzdušje je odlično, ljudi so zadovoljni, prihajajo, mislim, da je to. Potrebno je, da pač pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni. Zato že Tenzor, naša firma, sodeluje na tej obarjadi že verjetno 11-tič in bomo še sodelovali. Ne? A ste glavni kuhar danes tukaj? Ne, danes nisem glavni kuhar, so naši zaposleni, ampak pomagam pa. Ciljate na prva 3 mesta mogoče? Važno je sodelovati, važno je pomagati. Gneča na dvorišču Minoritskega samostana je dokazovala, da so tudi letos poskrbeli za dobro vzdušje z dobro hrano, pijačo in seveda glasbo. Prvič na obarjadi? Ne, vsako leto. In kaj menite o letošnji Gneča je kar? Pravkar sem prišla tako, da je noro kot vsako leto. Torej še niste probali? Ne, zdaj grem. Kaj pa vi, gospod, ste že bili na obarjadi? Vsako leto. Vsako leto poskusite vsaj 3? A ne, to pa ne. Ne. Samo eno? Samo eno. In po kakšnem ključu si izberete štanc, na katerega idete probati? Naključno. Pred 2-3 leti sem v svoji ekipi zmagal na obarjadi, tako da pravzaprav obarjada ni samo dogodek, na katerega pridem zaradi druženja, zaradi ljudi, zaradi zgodbice, ki je tukaj, ampak tudi zato, ker me veže na to stvar tudi ljubiteljsko kuhanje. No, letos ne tekmujem, letos sem tukaj prišel pravzaprav malo se sprostiti po napornem tednu, tako da vidim, da se ni nič spremenilo, živahno, dobro, odlično. Ste že poskusili kako obaro danes? Sem poskusil, sicer sem malo bolj pozen bil, tako da sem imel samo še par možnosti, ampak kvaliteta ni padla, se izboljšuje zagotovo. Tako kot vsako leto so tudi tokrat obare ocenjevali in strokovna komisija je imela težko delo pri izbiri zmagovalca. Ja, gledajte, vsako leto je težka odločitev, ker zgleda, da se ekipe pripravijo in vejo, kaj morajo narediti, tako da je odločitev vedno težka, ampak letos je recimo zanimivost ta, da so zmagale ekipe, ki niso bile v ospredju prejšnja leta. In nas to pravzaprav veseli, da je Petovi avto zmagal, da je ekipa Sekom druga in da je Radio Tednik dosegel 3. mesto. Ocenjujemo okus, von, teksturo, sestavo, v bistvu to, kar je potrebno pri juhah. In vse te komponente je imela najbolje pripravljene le ena ekipa, ekipa Poetovijo avto. Izdali so njihov recept za zmago. Prava koordinacija, prava ekipa, prave sestavine in pravi tim in duh za zmago. Osnovni namen 14. obarjade je bilo zbiranje sredstev za pomoči potrebne. Tokrat jih bodo namenili 6 družinam. Pomagali jim bomo z večjimi gospodinjskimi aparati, delamo pa to v sodelovanju z Centrom za socialno delo Ptuj. Na 14. obarjadi so zbrali več kot 5200 evrov. Mariborski futsalisti so se minuli konec tedna v 17. krogu prve slovenske futsal lige pomerili proti 3. uvrščeni ekipi na lestvici FC Litija. Z 9-3 so bili Mariborčani boljši od Litijanov. Potem, ko so Mariborčani v 16. krogu prvenstva doživeli prvi poraz v sezoni proti vodilnim na prvenstveni lestvici KMN Dobovec, so na tokratni tekmi proti Litijanom dosegli ponovno zmago. Maribor je zasluženo danes bil boljši nasprotnik in čestitam jim za zmago. Mi pa gledamo naprej že proti pokalu. Danes je bil cilj se boriti, pokazati, da mladi lahko igrajo, nekateri so upravičili vlogo, nekateri ne, ampak gremo dalje, pozabimo ta poraz, ki ne prinaša nobenemu nič in smo že osredotočeni na pokal Terme Olimje. 2 zadetka na tej tekmi je k zmagi vijoličastih prispeval mladinec Tilen Gajser. Smo se razigrali, nasprotniki so padli. Pošla jim je moč, mi pa smo rasli iz minute v minuto. Gajser je kot mladinec dobil priložnost igranja v članski ekipi, pravi, da so tekme nekoliko težje. Ja, razlika je zelo velika, prevelika. V mladinski kategoriji je igra veliko lažja kot v članski. Tako za Mariborčane kot za Litijane je bila petkova tekma zadnja generalka pred prihodnjim vikendom. 2. in 3. marca namreč v Podčetrtku igrajo finalni turnir pokala Terme Olimja. Kurentovanje na Ptuju vabi, lahko si ogledate prikaze tradicionalnih pustnih mask vsak dan ob 17. pred mestno hišo.
Jutri, v torek 26. februarja, se v dvorani Rotovž v Mariboru lahko udeležite predstavitve nove pesniške zbirke Erike Vovk Ta dan ali pa se udeležite kreativnega torkovega popoldneva v TŠC Maribor, tokrat predstavljajo model za kreativno soočenje z izzivi. Toliko za enkrat, spremljate nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Lep večer vam želim in nasvidenje.